Jaz bom rekel, dobrodošli med pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske. Tudi mi mnogokrat posežemo po literaturi, odnosno po knjigi. Pa naj bo po eni strani to strokovna literatura, ki nam stalno pomaga, se pravi, da prakso naredimo boljšo s pomočjo teorije, ali pa je to v večernih časih, v dopustih, pa tudi tukaj na dežurstvu, pri sproščanju predvsem. Da knjižnih polic ni nikoli dovolj, se zavedamo tudi v Slovenski vojski. Zato smo z veseljem prisluhnili še v daljni preteklosti, bi je skoraj rekel, želji knjižnice Brežice, da jim zagotovimo, omogočimo njenkovo delovanje tukaj in pa v tem času tudi, da jim omogočimo dodaten prostor, ki bo predvsem za osnovnošolce in lokalno skupnost naredil oddelek knjižnice Brežice z verjamem še privlačnejši. V vojašnici Jerneja Molana bomo tudi v prihodnje stremeli k ohranjanju in nadgradnji sodelovanja tako za knjižnico Brežice kot s vsemi ostalimi lokalnimi ustanovami. Lahko bi rekli, da smo odprta knjiga z neskončnim številom strani, pripravljeni na sodelovanje z lokalno skupnostjo in vsemi ustanovami. Jaz sem tudi sam osebno velik ljubitelj knjige. Zato vam želim uspešno odprtje in pisanje novega poglavja v oddelkah knjižnice Brežice v sodelovanju z našo vojašnico in našem. Hvala. Spoštovani gostitelji, gostje, obiskovalci. Lep dober dan vam želim ob odprtju razširjenega oddelka knjižnice Brežice v vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki. V imenu knjižnice Brežice posebej pozdravljam poveljnika vojašnice podpolkovnika Bojana Breclja, slavnostnega govornika župana občine Brežice Ivana Molana, predstavnika sveta knjižnice, predstavnico osnovne šole Cerklje ob Krki, ravnateljico vrtca Pikapolonica Renato Baznik in avtorico Alenko Urbanč, ki nam bo kasneje skupaj z ustvarjalnico predstavila slikanico Ešu. Kaj imata skupnega knjižnica in vojašnica? Lahko bi rekli nič, malo ali pa zelo veliko. Skupno je vsekakor znanje. Znanje pa je naše bogastvo, je gibalo razvoja, od katerega je odvisna naša prihodnost. Znanje nam omogoča, da smo korak pred drugimi. Znanje je moč, zakladnica te moči pa prav knjige in knjižnice. Naš današnji gostitelj, vojašnica Jerneja Molana, v svojem poslanstvu skrbno varuje to zakladnico vse od leta 1991. A ne le to, omogoča, da iz nje zajemamo tudi okoliški krajani. Z današnjim dnem prostore te zakladnice celo širimo. Odpiramo vrata še bogatejšim virom znanja in modrosti. Dokazujemo, da je lahko med vojašnico in knjižnico veliko skupnega. V naši sredini je vojašnica zgled za povezano z okoljem in ljudmi že vse od osamosvojitve. Knjižnica ima tu svoje prostore od leta 1991, ko je bila izposoja namenjena le zaposlenim v vojašnici in je gradivo izposojal zaposleni pripadnik vojske. Od leta 1997 je knjižnično dejavnost opravljal knjižničar Brežiške knjižnice. Leto kasneje smo v oddelek vključili v računalniški sistem POBIS in pričeli z avtomatizirano izposojo. Naslednji večji korak obeh sodelujočih strani se je zgodil 4. novembra 2004, ko je knjižnica in s tem tudi vojašnica svoja vrata odprla tudi krajanom Cerklje ob Krki in okolice. Od tedaj si lahko vsi uporabniki izposojajo gradivo in prisostvujejo oziroma sodelujejo na prireditvah knjižnice v prostorih oddelka knjižnice Brežice v vojašnici. Otroci vrtca Pikapolonica lahko prisluhnejo pravljici, učenci osnovne šole Cerklje ob Krki pa sodelujejo v kvizih in drugih dejavnostih. Hvala vojašnici Jerneja Molana za gostoljubje. Veselje nam je bilo in veselje nam bo še naprej sodelovati z vami. Knjižnica Brežice je v začetki skupnega sodelovanja dala tedanjemu učnemu centru Slovenske vojske v uporabo približno 500 leposlovnih del. Danes šteje knjižnična zaloga skoraj 9000 enot gradiva in zajema mladinsko literaturo in poleg leposlovnih del tudi strokovna dela za odrasle. Knjižnica je bila odprta enkrat tedensko 4 ure.
Od lani je uporabnikom na razpolago 5 ur. Izposoja je bila najvišja v prvih 4 letih po odprtju civilnemu prebivalstvu. Zadnja leta se izposoja gradiva giblje v približno enakem obsegu, povečuje pa se obisk predvsem zaradi knjižničnih dejavnosti za otroke. Veseli nas, da prav v tednu, ko obeležujemo Svetovni dan knjige in Svetovni dan zemlje, odpiramo nov prostor, ki bo namenjen branju in ustvarjanju. Kako močna je vez med človekom in zemljo, nam želi povedati tudi Alenka Rubanč v slikanici Ešu, ki je šla kot prva v zbirki Sile narave. Avtorica nam bo danes predstavila slikanico in z učenci osnovne šole Cerklje v Krki ustvarjala Ešučke. V knjižnici Brežice se zavedamo, da je zmagovalna kombinacija prav sodelovanje. Vojašnica nam je pred nekaj meseci ponudila v uporabo nekdanjo Rusjanovo sobo. Preuredili smo jo v mavrično sobo in jo namenili branju, ustvarjanju in druženju. Za pomoč pri ureditvi se zahvaljujem izdelovalcem zasnove in izvedbe del ter zaposlenim delavcem Brežiške knjižnice. Pri vseh naših korakih nas že skozi vsa leta spremlja in podpira občina Brežice, s čimer nam omogoča opravljanje našega poslanstva, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Besedo predajam županu, gospodu Ivanu Molanu. Hvala lepa. Seveda, spoštovana direktorica, spoštovani guvernik, vsi izbrani, vesel sem, da ste danes tudi tu predstavniki sveta zavoda, ki ste tudi tisti, ki ste odgovorni oziroma na nek način so kreatorji razvoja knjižnice v občini Brežice. Če začnem tako čisto suhoparno, naj povem seveda, da ena od osnovnih nalog občine je tudi, da ima ustanovljeno knjižnico. Seveda, pri tem ni nikjer navedeno, na kakšen način naj bo to knjižnica, koliko ur odprta, koliko naj bi imela gradiv in podobno. Seveda v občini Brežice, kot eni od večjih občin slovenskih in ki si želi tudi kvalitetnega izobraževanja in pa seveda tudi kvalitetne kulture, nismo zadovoljni samo s tem, da bi imeli knjižnico kot samo neko črko na papirju, ki mora biti zato, ker to zakon nam pripisuje, ampak smo vedno delali na tem, da je ta knjižnica res nekaj več. Posebej pa nas tudi zadnje leta pa veseli, da ste se še odločili to svoje knjižničarstvo, ki je v občini Brežice širi po ostalih krajevnih skupnosti. Vemo, da smo v lanskem letu bili v Pišecah, letos smo tu in to pomeni, da knjižnica postaja tudi nekakšna vez ali povezovalec med krajevnimi skupnostmi in pa seveda med našimi krajani. Zato me zelo veseli, da ste danes tudi prišli do otvoritve tega prostora. Konec koncem ta prostor je seveda tudi nekaj več, je povezovanje z vojašnico in pa seveda tudi z krajem. Konec koncem to je tudi priložnost, da krajani pridejo večkrat v vojašnico in pa seveda tudi v vojašnice, da imate stik z lokalnim knjižnicom in pa z lokalnim prebivalstvom. Kot vidimo, tudi šola, vrtec dobro sodeluje z vojašnico in seveda tudi koristi lahko en del tega gradiva in zato jaz vam vsem skupaj čestitam. Verjamem, da takšnih priložnosti širitve knjižnice bo v prihodnosti še kar nekaj in s tem seveda delamo tisto, kar si želimo, da delamo dostopnost in pa kvaliteto življenja našim občanom, vsem približno enako v občini, ne glede na to, ali si v mestu ali na podeželju. Zato mene res veseli, čestitam direktorici, vsem uporabnikom želim dobro uporabo in verjamem, da v prihodnosti bo še kar nekaj takšnih dogodkov, kjer bomo poskušali še nadgraditi to kvalitetno delo knjižnice. V knjižnici Brežice je vse leto potekal bralni program Lov za knjižnim zakladom. Vanj so se lahko vključili vsi učenci 2. in 3. triade osnovnih šol Brežiške občine, posebej pa so bili k sodelovanju povabljeni četrtošolci. Ob tej priložnosti bodo priznanja za uspešno zaključeno branje prejeli učenci z osnovne šole Cerklje v Krki. Zdaj pa bom podelila priznanje in prosim, če počakate tudi, da bom potem naredila skupinsko sliko. Larisa Kuhar. Čestitam. Jaša Zorko. Čestitam. Ema Lea Zorko. Čestitam. Andraž Jurečič. Čestitam.
Čestitam. Lea Volčanšek. Izvoli. Tatjana Koželj. Čestitam. Torej, zgodbo poznate zdaj vsi o Ešuju, zdaj bomo pa imeli ustvarjalnico in bomo ustvarjali svoje Ešuje. Kamne, ki nam dajejo moč in zaščito. Odkot je prišla ta energija? Iz Afrike, pa od Ešuja. Bravo, dobro ste to slišali. Imate vsi te kamne? Čisto vsi. Vredno? Ti si mi šokljiv. Da te piješ. Zdaj pa pol kamenčka rdečka, pol črnka. Ustvarjajte, da vidimo, kakšni bodo vaši Ešuji. In ga vzamete v svoj dom. Imate kako čistilo v šoli?